Na pobudo Turizma Bled in v organizaciji Kmetijsko-gozdarske zadruge Gozd Bled je po nekaj letih spet zaživela tržnica. Na njej se predstavljajo ponudniki s področja Julijskih Alp. Gre za širši projekt, gre za promocijo lokalnih pridelovalcev 12 občin v skupnosti Julijske Alpe. Se pravi, namen je to, da se predstavijo pridelovalci, kmetje s svojimi izdelki, ki prihajajo iz Brd, Posočja, z Bohinja, z Gornjesavske doline, z Radovljice, tule na Bledu. In pa potem je želja tudi seveda obratno, da gredo naši blejski pridelovalci tudi po vseh teh lokalnih tržnicah. Tržnica je bila dobro obiskana, kupci pa so lahko izbirali med številnimi domačimi izdelki. Prišla sem pogledat, kaj imajo, vidim, da je zelo velika izbira, in kupila sem pa iz kozjega mleka izdelek, sir. Naša sogovornica sicer najbolj ceni kakovostne domače izdelke. A veste, koga vse, kar je domače? Ja, nič važno, recimo, kaj je, fajn pa je, fino pa je, recimo, da imamo zdaj to tržnico tlele, da lahko kupaš, ker smo zelo pogrešali tržnico, ki je bila prih pri centru, tamle pri TNP-ju. Na turistični kmetiji Gartner se ukvarjajo s predelavo mleka, mesnin, gostom pa so na voljo tudi apartmaji. Naša primarna dejavnost je predelava mleka, kasneje smo se pa še dodali še mesnine. Čez poletje smo tudi 2 meseca v planini, oziroma skoraj 3 mesece, tako da so naše živali, krave in prašiči prosta reja in s tem dobimo okus, bolj na kvaliteti. Vsi naši izdelki imajo certifikat bohinjsko, od mohanda, masla, skute, vsi, ki so tukaj, imajo certifikat bohinjsko, to pomeni, da smo združeni v to blagovno znamko. Se skupaj tržimo, se promoviramo in združujemo kvaliteto. Vinarstvo Rebula je na Bledu in v okolici sicer že dobro poznano, povabilo na tržnico pa so sprejeli z odprtimi rokami. Naša prva destinacija je bil sigurno Bled. Okoliš Bleda mi prodajamo letno mnogo vina, glavni je tu. Drugače, ker je izvoza, imamo za Ameriko. In sedaj se odpira še Češka in bomo videli, kaj bo še z Kanado, vse v botični prodaji. To je manjkalo na Bledu, da se pokažemo tudi malo iz Slovenije, celotna Slovenija, da pridejo nekaj prodajati in ponuditi zaradi turizma, zaradi vsega. Na stojnici kmetije Davida Jakopiča so ponujali pisan nabor svojih izdelkov sosednjih kmetij in proizvajalcev iz cele Slovenije. Jaz sem predstavnik te kmetije na terenu, delam po Bledu, od Begunj do Zgornjih Gorij, tako da sem v stiku z ljudmi in povratna oziroma prva informacija je bila ta, da pogrešajo kaj takega in pa da so vsi za to, da to ohranijo oziroma da zadeva zaživi. Njihova ponudba je izredno raznolika, na blejski tržnici pa je bilo največ povpraševanja po sezonskem sadju. Prodajamo od svežih jagod, zelenjave, sadja, jabolk, pakiranga, domače moke, ajdove kaše, proso, nekaj namazov, salame, na novo imamo v ponudbi piškote in pa začnemo v ponedeljek z češnjami slovenskimi. Največ povpraševanja je trenutno po jabolkih. Še vseeno je sezona jabolk, jagode so aktualne, češnje, predvsem pa išče se domač pridelek oziroma domač izdelek. Danes se predstavljamo pa z domačo pšenično kamutovo moko, ajdovo kašo, proso, medom, piškoti, jagodami iz kmetije Krošelj iz Brežic in pa jabolki. Povabilo na blejsko tržnico so sprejeli tudi vinarji iz Čotove kleti na Krasu. Imamo s seboj teran kot kralja krasa, rečem jaz, in na drugi strani vitovsko, belo vino, avtohtono kraško sorto. Bom rekla, po Sloveniji mogoče še nepoznano ali pa manj poznano. Mi smo prav na italijanski meji doma, v Italiji je pa to zelo poznana sorta. Imamo od belih tudi malvazijo, ki je tudi avtohtona, ni samo kraška, pa cela primorska jo ima. In imamo merlot in cabernet sauvignon. Jaz najbolj ponujam svojega kralja in svojo kraljico.
Tako da oba sta malo posebna. Teran vemo, da je vino, ki ima mogoče malo više kisline, zahteva hrano zraven, z enim dobrim narezkom, kakšnih suhomesnatih izdelkov ali pa enim dobrim govejim biftkom, bo to čudovita kombinacija. Na drugi strani naša Vitovska je nežno vino, elegantno, tašno jaz rečem kakšenkrat poletno vino. Zelo ga priporočamo k ribjim jedem, ni važno, ali so ribe iz morja ali iz jezera, ne, tukaj smo na Bledu, verjetno tudi kakšna riba doma. Tako da ja, ta dva sta favorita sigurno. Tokrat so svoja vina na Bledu predstavljali prvič. Bi pohvalila pobudo, da se takšne tržnice organizirajo, ker se mi zdi, da je zelo pomembno, da se zavedamo lokalnih slovenskih pridelkov in vin in žgajn in vse, kar pač pridelovalci ponujamo in prodajamo. Blejska tržnica bo odslej odprta vsako drugo soboto v mesecu od 8. do 12. ure.